Lepo pozdravljeni. Brežiški občinski svet je sprejel proračuna občine Brežice za leti 2020 in 2021. Po besedah direktorice občinske uprave Gordane Radanovič sta zastavljena zelo ambiciozno, v skupni višini 70 milijonov evrov, od tega je 30 milijonov namenjenih za naložbe. Osnovno vodilo pri sestavljanju proračuna je bilo zagotavljanje vseh zakonskih obveznosti, ki so jih kot občina dolžni izpolnjevati, in hkrati zagotavljanje uravnoteženega razvoja krajev. Kar se tiče večjih investicij, so to nedvomno investicije v gradnjo osnovnega vrtca pri osnovni šoli Artiče, vrtca pri osnovni šoli Dobova, za obnovo železnega mostu čez reko Krko, ki je nadaljevanje že skoraj zaključene investicije pri obnovi mostu čez reko Savo, obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki. Prav tako bodo nadaljevali z revitalizacijo nekdanjega doma upokojencev Brežice, ki bo namenjen večgeneracijskemu centru in društvom. Ta investicija je trenutno v zaključni fazi. Hkrati bomo delali 2 kolesarski stezi v sodelovanju z evropskimi sredstvi, in sicer kolesarsko povezavo, ki sledi iz dogovora regij med Brežicami in Dobovo in pa med Brežicami in Krško vasjo. Hkrati bomo pripravljali tudi energetsko sanacijo stavb v občinski lasti, ki so nujno potrebne energetske prenove, v sodelovanju tudi z javno-zasebnim partnerstvom in pa evropskimi sredstvi. Smo se že prijavili v bistvu na razpis, tako da zdaj v teh dneh pričakujemo odločitev. Izvajali bodo projekte v sklopu participativnega proračuna, del proračunskih sredstev pa bodo namenili razvoju turizma. Tako da bomo tudi vodovodni stolp namenili kar zajeten del denarja, da se pripravijo vsebine in da se obnovi za turistične namene skupaj z fontano Penin. Med glavnimi naložbami je tudi gradnja pomožnega igrišča z umetno travo v Brežicah. Hkrati bomo poskrbeli, da bodo tudi vse ostale ceste, ki so nujno potrebne prenove in pa objekti, da bodo v bistvu v takšnem stanju, da bo jih uporabniki nemoteno uporabljali. Med tem je bistvenega pomena obnova zdravstvenega doma in pa prostorov lekarne Brežice, ki sta že oba zaradi prostorske stiske nujno potrebna obnove. Predvidena zadolžitev občine Brežice v tem in naslednjem letu znaša slabih 5 milijonov evrov. Upoštevajoč zneske glavnic, ki jih na letnem nivoju odplačajo v višini približno 1,3 milijona evrov, ta zadolžitev še vedno ne bo pomenila doseganja povprečja zadolževanja slovenskih občin, pojasnjuje direktorica občinske uprave. V končni fazi pa je potrebno tudi povedati, da če teh sredstev nujno ne bomo potrebovali in bomo uspeli pridobiti še kakšna druga sredstva, naprimer evropska iz nekaterih razpisov oziroma iz razpisa Ministrstva za šolstvo, ki je predvideno, da se bo objavil zdaj v teh dneh, pa morebiti niti ne bomo najemali kreditov v teh višini. Se pravi, najprej bomo poiskali vse druge rezerve, šele nato se bomo lotili potrebnega zadolževanja. Posavski župani, združeni v svet regije Posavje, so se sestali na redni seji. Osrednja točka je bila digitalizacija posavskih gradov, razpravljali pa so tudi o osnutku strategije prostorskega razvoja Slovenije. Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za kulturo sta skupaj pripravila razpis za digitalizacijo kulturne dediščine. V Posavju se tu kaže priložnost za digitalizacijo gradov. Mi hočemo vse posavske gradove digitalizirati na ta način, da bojo bolj pristopni novim tem medijem, to pomeni tudi telefonu, in da bojo turisti, ki hodijo v Posavje, lahko te gradove, da jim bo to bolj približano skozi holograme in skozi nove tehnologije digitalizacije. Župani so načeloma za sodelovanje, a jih nekoliko skrbi finančna udeležba v projektu. Projekt je vreden 286 tisoč evrov, v 90% ga financira država. Prihajalo predvsem do pomislekov, da je to predrag projekt. Sama ta digitalizacija, ki bi se izvedla v Čateških, naj bi ta soba za to virtualno prikazovanje obstajala, tako da tukaj ni bilo nekaj soglasja, sicer so potem delavci še enkrat naredili en izračun in smo pač nekako se poenotili, da po tem sistemu bi nekateri šli, 2 občine si sicer rekli, da
bojo povedali šele v ponedeljek, torek. Bistrico, Sotlipo, Radeče. Porazdelitev stroškov je namreč v tem primeru nekoliko drugačna, kot je bila doslej pri primerljivih projektih. Ni klasična razdelitev, kot je bila zdaj, 30% turistične takse, 70% glede na število prebivalcev, ampak ker je tudi projekt popolnoma drugačen. Namreč vsak grad se nahaja v vsaki občini in tu nekako smo iskali ta kompromis kot vedno, da smo ocenili vse stroške, te stroške nekako sorazmerno razdelili po občinah in potem za določeno aktivnost, ki se bo izvajala na neki drugi lokaciji, še tisto prerazporedili glede na spet en drugačen koncept. Tako da to ni več tisto, ko smo rekli, glede na število prebivalcev, ampak je kombinacija večjih teh preračunov. Jaz mislim, da bo to tale, da me ošel čez, malo bo težav, sicer resnica je na strani teh dveh občin, da oni pač gradov nimajo, imajo ruševine, da stroški so pa praktično enaki kot za nas, ki imamo velike objekte, vsaj Kostanjevica ima velik objekt. Na seji so po 3 tednih znova obravnavali osnutek strategije prostorskega razvoja Slovenije, do katerega so posavski župani zelo kritični. Seveda, da upoštevajo se to, ker samo našo pokrajino, našo razgibanost terena, naše vasi, to je vse ven izuzeto, spet se poudarja sama centralizacija. Mi smo hoteli, da se to nekako drugače reši. Tudi te naši vsi razvojni projekti, da se vključijo, tudi sama reka Krka ni bila nikjer omenjena, niti poplavna varnost ni bila omenjena, to lahko govorim za mojo občino, več pa za Posavje kompletno. Veliko dopolnilno. Oblikovali so skupna stališča, ki jih bodo poslali pristojnemu ministrstvu. V Brežicah so predstavili projekt Stavi na zdravje, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Občina je bila namreč konec lanskega leta uspešna na razpisu, saj je zanj pridobila sredstva v višini 500 000 evrov. Projekt je namenjen osebam med 15 in 29 letom starosti, starejšim nad 65 let, ženskam, bolnicam z rakom dojke, profesionalnim športnikom, ki so zaključili svojo športno kariero, ter vsem, ki jim je mar za svoje zdravje. Izvajali bomo plavanje, potem reševanje iz vode, se pravi plavanje z elementi reševanja iz vode, potem veslanje, supanje. Posebej bomo razvili igro pobega, skozi katero boste lahko preverili svojo telesno pripravljenost in pa vzdržljivost, ter pa pametno ogrevanje, ter aktivnosti oziroma posebej prilagojene športne aktivnosti za športnike po zaključeni karieri. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Občini Krško in Kostanjevica na Krki načrtujeta do leta 2023 urediti kolesarsko povezavo med Krškim in Kostanjevico na Krki. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija. Ker pa bo potrebno na trasi kolesarske poti poseči tudi na zasebna zemljišča, bodo v teh dneh začeli s pridobivanjem služnosti. Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami pri občinskem svetu občine Krško je objavila razpis za podelitev priznanj občine Krško za letošnje leto. Rok za oddajo predlogov je petek, 20. marec 2020. Občinski svet občine Krško podeljuje naslednja občinska priznanja. Naziv častni občan občine Krško kot najvišje priznanje, veliki znak, priznanje in jubilejno priznanje občine Krško. Občina Sevnica bo v začetku marca skupaj z vrtcem Ciciban Sevnica, enoto vrtca Krmel, enoto vrtca Milena Majcna Šentjanž in enoto vrtca Blanca objavila razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju občine Sevnica za šolsko leto 2020-2021. Enotni obrazec vloga za vpis otroka v vrtec v občini Sevnica bo od 2. marca dostopen v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole oziroma občine Sevnica. Izpolnjen obrazec je treba oddati osebno ali poslati po pošti na naslov izbranega vrtca do 16. marca 2020. Prejšnji teden je potekalo rušenje dependans na Lisci. Objekt je bil že pred časom strokovno ocenjen kot statično neustrezen, primeren za rušitev. Rušenje je potekalo brez zapletov. Po odstranitvi odpadnega gradbenega materiala bo potekalo še urejanje širše okolice Tončkovega doma. Poleg dependans je bila odstranjena tudi osamela skala, ki je predstavljala varnostno tveganje.
Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 v višini 135 tisoč evrov bruto in sicer za več ukrepov. Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje je 23. marec 2020. Za prevzemnike kmetij pa je rok za oddajo vloge 1. oktober 2020. Pustna povorka v Kostanjevici na Krki je v sklopu letošnje šelmarije v nedeljskem popoldnevu na Kostanjeviški otok zvabila lepo število pustnih mask in še več obiskovalcev. Na letošnji pustni povorki, ki je potekala po tradicionalni poti od starega kulturnega doma mimo občinske stavbe in po otoku, so se predstavile maske od blizu in daleč. Ob gostiteljih, maskah iz pustne vlade Perforcenhaus, pihalnem orkestru, Purgergardi in konjenikih se je predstavila skupina Zmadenc, za glasbo so poskrbeli tudi Šentjernejčani in Novomeščani, od drugih skupin pa je bilo še največ vardistov, manjkali pa niso niti kurenti. V Brežicah so dobili novega župana. V petek je namreč oblast v brežiški občini tradicionalno prevzel Dobovski Fašjenk. V Brežicah je v sklopu dogodkov Fašjenka Dobova potekala tradicionalna predaja občinske oblasti. Občinski uslužbenci pa so pred tem sprejeli proračun in pripravili proračunsko veselico. Mi smo oddelali glavnino dela. Mi z občinskimi veljaki smo sprejeli dobro uravnotežen proračun. Na vas je, da zagotovite, da ga boste uresničili. Predvsem, kar se tiče novega evropskega projekta Stavina Krškopolca in Modro Frankinjo. Fašjenkov župan Srečko se bo v času svojega mandata zavzemal predvsem za dobro voljo med ljudmi, nanizal pa je še nekaj obljub. Delo v občinski upravi bo potekalo v dobrem vzdušju, prepovedano bo dodelitev, kar je najbolj pomembno, v leve, desne, rumene, zelene in tako dalje. Ne bomo delali nekih, sprememb, ne vem kam, ampak trudili se pa bomo, da bomo naredili čim več. Da bo znana Dobova kot Fašjenk Dobova, da bomo rekli bravo, Dobova pa nekaj za to naredila. Danes na začetku smo začeli z novim županom, Srečkotom. Njemu je to prvi mandat in bo treba še kar nekaj časa, da bo se pač pripravil, da bo to vse spoznal delo župana. Dobovski Fašjenk s prevzemom oblasti sicer tradicionalno začenja s pustovanjem. Fašjenk bo v brežiški občini torej kraljeval do sobote, ko bodo že tradicionalno pripravili mednarodno pustno povorko s predstavitvijo mask. Letos je že 22. mednarodno, kjer pričakujemo seveda 29. na zaključku zelo veliko število maskiranih skupin in predvsem lepo vreme. Fašjenk Dobova je tradicionalni pustni karneval, ki sodi med največje turistično-kulturne prireditve v tem delu Slovenije. Udeleži se ga okoli 1000 mask in od 45 do 50 skupin. Fašjenkovi pustni običaji in etnografske maske kosca in prutarja pa so v postopku vpisa v register nesnovne kulturne dediščine. Minuli teden je v Sevnici potekala prireditev Športnik leta, ki je izpostavila najsvetlejše sevniške športne dosežke, zaznamoval pa jo je razgiban in, kako drugače kot športno obarvan, spremljevalni program. Športna zveza Sevnica je tudi letos pripravila sprejem za najuspešnejše športnike v občini. Perspektivni športnici leta 2019 sta postali tenisačica Una Grubešič in atletinja Nika Dobovšek. Osebnost leta, najvišje priznanje, je prejela učiteljica športne vzgoje na osnovni šoli Karmel Breda Blas. Na prireditvi pa so že tradicionalno razglasili športnika in športnico leta. Najboljši športnik za leto 2019 Blaž Janc. Mislim, da ni treba posebej poudarjati, zakaj. Kot najboljša športnica v letu 2019 je bila izbrana Aleksandra Krošelj, članica košarkarske ekipe v Celju. Ekipa leta 2019 so postali člani strelskega društva Marok Sevnica. Posebno zahvalo je prejel rokometni klub Sevnica, priznanje za športni projekt leta pa je prejela izdaja brošure Športastična Sevnica, ki jo je izdala Športna zveza Sevnica v sodelovanju s KŠTM in občino Sevnica.
Osrednja gostja dogodka je bila nekdanja profesionalna teniška igralka Maja Matevžič, ki je zbranim orisala način življenja vrhunske športnice. Šla sem čez mnogo ovir, v bistvu sem se pri 17 preselila v tujino, kjer sem 1 leto živela v Italiji v nemogočih pogojih, ampak izhajam iz skromne družine, tako da to je bilo v bistvu edina pot, če sem želela igrati tenis in ta želja za dosežki, za tem, kar sem potem dosegla, je bila tako velika, da sem se bila pripravljena odreči velikim stvarim. Tako da predvsem dal mi je borbenost, samozavest, ogromno stvari, ki jih verjetno, če se ne bi lotila tenisa, športa na ta način, ne bi doživela. Športna zveza Sevnica sicer združuje 24 društev, vendar se po besedah Martinškove ta seznam še obnavlja. V Sevnici imamo kar širok spekter, zahvala gre tudi za odlično infrastrukturo. Prevladajo še vedno tisti klasični, bom rekla, rokomet, nogomet, košarka je malo manj. Tenis je sedaj v vzponu, gimnastika, atletika, potem pa imamo v Sevnici ogromno in tu bi rada tudi poudarila, da ne gre samo za tekmovalni šport, imamo veliko rekreativcev. In predvsem so velike postale skupine seniorjev. Župan Srečko Ocvirk je poudaril, da občina Sevnica prepoznava pomembno vlogo športa, ki jo ima ta pri razvoju družbe in pri promociji aktivnega načina življenja, zato razvoju športa v sevniški občini tudi zagotavlja proračunska sredstva. Za šport je namenjeno po večjih virih, na večjih proračunskih postavkah. Sam razpis za šport je tisti, ki je nekako najbolj opazen, kjer se športna društva, klubi neposredno prijavljajo. Več sredstev pa za športno dejavnost je porabljenih za vzdrževanje in urejanje športnih objektov. Na razpisu je nekaj preko 100 000 evrov za zagotovljanje športne dejavnosti, za vzdrževanje infrastrukture in vsega ostalega, pa lahko rečem, da je tudi do $500 000 letno sredstev namenjeno za šport. Prireditev Športnik leta so popestrile plesalke plesnega kluba Lukac in mladi iz Teniške akademije Gospod Ficko. Ostajamo v Sevnici. Teniška akademija Gospod Ficko je na osnovni šoli Sava Kladnika pripravila teniški dan z nekdanjo profesionalno teniško igralko Majo Matevžič. Cilj teniškega dneva je bil približati tenis otrokom iz Posavja in Dolenjske. Čim več otrokom pomeni predšolskim otrokom, šoloobveznim otrokom in pa tudi tistim, ki so iz socialno šibkejših okolij, kot pa tudi tistim, ki imajo posebne potrebe. S tem, da bomo omogočili tenisu, da pride do čim več otrok in pa tudi odraslih, bomo tudi dobili več otrok, več igralcev v tekmovalni tenis. V tekmovalnem tenisu znanja v Sloveniji ne manjka. Glede na to, da nas je samo 2 milijona in da imamo igralce na vrhunskem nivoju, smo postavljeni v tako situacijo, kjer moramo vložiti več truda in delati več projektov kot pa neke državi, kjer ima recimo veliko prebivalcev. Igralci Teniške akademije Gospod Ficko so na obisk povabili nekdanjo profesionalno teniško igralko in sedanjo uspešno trenerko mladih igralcev Majo Matevžič. Povabil me je, da predstavim otrokom, da otroci vidijo tudi nekega bivšega teniškega igralca, glede na to, da je ta tenis velik projekt v Sevnici. Z veseljem pomagam, v bistvu in namen je, da otroci že radi obiskujejo tenis, pa mogoče zaradi tega ga bodo sedaj še bolj. Mladi igralci so od Matevžičeve dobili nekaj dragocenih nasvetov. Naučila sem se, da se tukaj hitreje odbija žoga in da se moram bolj gibati, da Maja ima dobro kontrolo. Una je sicer zelo perspektivna igralka, ki na turnirjih dosega odlične rezultate. Pri treningu moram dati vse od sebe, da bi na turnirju igrala dobro. In na treningu počnemo različne vaje za kontrolo. Obisk Matevžičeve je potekal v duhu povezovanja klubov, ki ga je po besedah Gregorja Ficka danes premalo. Se pa klubi povezujejo na nekih posebnih prijateljskih bazah. Konkretno mi delamo v ekipi, kjer so trenerji, ki imajo tudi svoje teniške šole, svoje teniške klube. Smo pa mnenja, da če bomo povezali več lokacij skupaj in več znanja dali na eno mesto pod enotno ekipo, bo to dobro za otroke in bomo tudi
v tej regiji dobili mogoče celo eno teniško gibanje, ki ga v Sloveniji trenutno ne beležimo in bo to vzgled za vse ostale športne projekte. Na vseh nivojih je povezovanje dobrodošlo, tako da pač sodeluje tam, kjer lahko v tem trenutku in verjamem, da bo tega še več. V Teniško akademijo Gospod Ficko je trenutno vključenih 70 otrok. Poleti, ko pa imamo na voljo, ko nekako tenis še bolj zaživi, je pa 120 članov skupaj z odraslimi. To je številka, katero smo dosegli predvsem s tem, ker smo, približevali tenis na vseh nivojih, čim več otrokom. In jaz mislim, da tenis je šport, ki mora biti dostopen vsakomur in vse povsod. Sledi pregled športa. Plesno društvo Imani je v četrtek v Domu kulture Brežice premierno izvedlo plesno predstavo Tavanje. Plesna predstava Tavanje je zasnovana kot glasbeno-plesna uprizoritev. V središče je postavljena plesno-gibalna interpretacija Holstove 7-stavčne orkestralne suite. Predstava Tavanje govori o potovanju po planetih, ampak ne samo potovanje, ampak doživljanje vsakega planeta na svoj način. Gustav Holst je to malo bolj podoživljal in mi smo to seveda tudi skušali podoživeti tudi skozi ples. Je pa tudi nekaj stavkov doživelo prenovo Luka Dukariča, ki je Holsta popeljal v 21. stoletje. Plesalci so Tavadi po Jupitru, ki je prinašalec veselja, Merkurju, ki je krilati glasnik, Veneri, ki je prinašalka miru, Marsu, ki je prinašalec vojne, mističnemu Neptunu, Saturnu, ki je prinašalec starosti, Uranu, ki je čarodej. Ustavili so se na Zemlji, ki je prinašalka človeštva. Najprej se zgodi pač nekakšen kaos, v katerem danes nažalost živimo. In čez čas se zavemo in ugotovimo, da rabimo nazaj postati ljudje, da spet začutimo mir, da začutimo drugega, neko zaupanje, nek dotik, objem in da nekako ta egoizem, ki ga danes podoživljamo, da se nekako umakne stran in da lahko spet zadihamo kot ljudje. Predstavo so izvedli plesalci 3 skupin. To je naša prva tako številčna predstava. Trenutno štejemo 25 plesalcev, vključno z mentoricama. In ja, je bilo kar zahtevno. V bistvu moja vloga je vloga skoraj enaka kot vseh nas plesalcev tukaj. Vsak se na nek svoj način predstavi v skoraj vseh planetih. Naš pogled na njega, s tem tudi veliko izrazimo, recimo v mimiki, tudi vsi gibi so usklajeni glede na to, kaj naj bi ta planet predstavljal, tako da v bistvu vsak doprinese nek svoj košček neki predstavi tega določenega planeta. Jaz mislim, da vsaka plesalka posebej prinese svoj delček tej neki fuziji čustev in občutij. Vsaka z nekimi svojimi značilnimi gibi, z značilno mimiko, se pravi vsaka ima neko svojo posebnost, doda k nekem tem mozaiku, ki so dejansko Tavanja, ki so vsi planeti, ki dejansko predstavljajo, se mi zdi, res to paleto čustev, skozi katero gre vsak človek enkrat v življenju in ki se res zaključi na koncu pri človečnosti, ki je dejansko naša najlepša lastnost ob koncu dneva. Plesno društvo Imani so ustanovili leta 2007 s ciljem približati svet plesne umetnosti otrokom, mladini in odraslim. Z nastopi sodelujemo na prireditvah v svojem ožjem in širšem okolju. Udeležimo se festivalu plesa v Zadru, Samoboru, Požegi.
in tekmujemo. S plesalci sodobnega plesa se vsako leto udeležimo območnih in regijskih revij. Prisotni smo tudi na festivalu otroških plesnih skupin Pika Miga in na festivalu Živa, to je festival plesne ustvarjalnosti mladih. S plesalci hip-hopa pa se udeležujemo pokalnih turnirjev in državnega prvenstva, ki poteka v okviru Plesne zveze Slovenije. Vsako leto imajo okoli 250 članov, skozi leto so prisotni na več kot 60 prireditvah. Vsako leto organizirajo 4 plesne produkcije, izvedejo pa tudi plesno predstavo, ki je večkrat uspešno ponovljena. Za konec poglejmo še na spletni portali posavje.com. Sledi pregled najbolj branih novic minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.